Franček in darilo. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalki, znal je narisati gore in iz kot zgraditi gradove. Rad je izdeloval posebne stvari za posebne ljudi. Nekega dne se je Franček spraševal, če je darilo, ki ga je naredil, dovolj posebno. Tvoja hiša. Kaj praviš, Samo? Zelo ljubek domak, Franček. Ja, odlično si opravil. Mogoče mi boš nekoč naredil novo lopo. Ja, znam izdelovati stvari. Ustvarjalen si, o tem ni dvoma. No, marmelado bom nesla gospe Los. Koliko časa te ne bo, mami? Nekaj časa bom tam na obisku. Zakaj? Kar tako. Zanima me. No prav. Adijo. 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 A je že šla? Zrak je čist. Tadam! Darilo za materinski dan je bilo na kuhinjski mizi, pa sploh ni vedela. To je pa lepo. Ja, ampak nekaj še manjka, pa sem že najmanj 5-krat prebrskal svojo škatlo. V njej ni nič lepega. Morda bo pa tukaj kaj uporabnega. V predalu za šaro. Tako mu rečemo vsak dan. Danes pa mu bova rekla predal zakladov. Poglej. Prima, ali piše? Nikoli ni, zato pa je tu notri. Hej, zakaj pa je to? To je stekleni obesek svetilke. Dvigni ga k oknu. A ga smem vzeti? Seveda, izvoli. Jaz sem na vrtu, če me potrebuješ. Hvala, oči. A ni super, Samo? Preden jo zavijam, jo moram pokazati medvedu. Bobrovka, čakaj! Živjo! Glej, kaj sem naredil za materinski dan. Prima! Kot bi bil na sredi velik diamant. Ja, mislim, da je najlepše, kar sem kdaj naredil. Kaj si ti naredila? Tokrat nisem nič naredila. Tole sem kupila v trgovini gospoda Krta. To je avtomatična vrtna škropilnica. Wow. To je za zalivanje od daleč. To je za blizu. To je pršenje. In ko pritisneš tole, neha. Gospod Krt je rekel, da je krasno darilo za materinski dan. A res? Je v trgovini še kakšna taka reč? Toliko jih je, da se težko odločiš. Ampak ti že imaš nekaj lepega. Ja, najbrž res. Nasvidenje, Bobrovka. Adijo, Franček. Ups, oprosti, Franček. Nisem vedel, da je kdo tam. A nabiraš korenje za malico? Ne, samo režem ga. Pridi sem pogledat. Poglej tole. Tada! Ali ni to najbolj super darilo za materinski dan? To je za tvojo mamo, kaj? Ja, komaj čakam, da ji ga bom dal. Uporabno je, pa še zabavno. Ja, prav imaš. Kaj imaš pa ti za mamo? Tako reč. Ni ravno uporabna. In nisem prepričan, da je zabavna. Pokazati ti jo moram. Lepo je, Franček. Kar sam sem jo naredil. Hočeš preizkusiti moje darilo, preden ga zavijem? Res je zabavno. Morda kasneje, zajec. Medvedu sem obljubil, da pridem k njemu. No prav. Nasvidenje, Franček. Adijo, zajec. Fant, vesel sem, da si tu. Kaj pa delaš?
rad bi zavil darilo. Nemogoče je. Lepilni trak se lepi na vse strani. Videti je, kot da si hotel zaviti sebe. Pomagati mi moraš. Rad bi zavil mamino darilo, preden se vrne. Dobro, pomagal ti bom. Dobro darilo si izbral, medved. Se mi zdi. Starega sem zlomil, ko sem hotel odpreti med, zato ga potrebuje. Glej, kaj vse počne. Lupi krompir, lupi jabolka, lupi korenje, hruške, repo. Ne vem, kaj natančno je to, ampak gotovo ga lupi. Darila iz trgovine so vedno tako, ne vem, tako nekaj posebnega. Ja, ampak ti si rekel, da imaš nekaj lepega za svojo mamo. No, z njim ne narediš ničesar in ni tako lepo in novo, kot je tvoje. Pa tudi uporabno ni. Daj no, pokaži ga. Me razumeš? Mame imajo rade trakce in tako. Lepše je, če ga dvigneš ključi. O, to pa je darilo. Najbrž že. Joj, brez heca. Neverjetno je, Franček. Če ti je res všeč, potem bi ga... ga zamenjaš? Že vem. Z lepilnim trakom lahko popravim polomljeni lupilec in potem lahko zamenjava, seveda. Super! Hvala, medved! Jaz bom pomagal zavijati tebi, ti pa meni, prav? Dobro. Poslušaj, jaz bom lepil, ti pa reži papir. Dobra ideja. No, odpraviti se moram. Čakaj, moje je bilo na tisti strani. Svojega sem dal sem, zraven traku. Mogoče res. Ne vem, mogoče je pa tole tvoje. Že vem, enega odviva, da se bova prepričala. Dobra ideja. Ni več lepila, kaj zdaj? Tole je gotovo moje, čutim ročaj lupilca. Potem je pa tole moje. Komaj čakam na jutri. Jaz tudi? Hvala, medved. To pa je čudovito presenečenje. In poglej ta regrat. Kako pozorno, rada imam regrat. To še ni vse. Še kaj? Tudi to je zate. No, hvala, Franček. Moj bog, danes me pa razvajata. Kaj pa bi lahko bilo? V 100 letih ne boš uganila. Franček, čudovito je. Ampak to ni pravo. Ni pravo? Nisi včeraj naredil te čestitke? Ja, ampak sem jo zamenjal za nekaj res lepega. Oprosti, mami, moralo bi biti pravo darilo iz trgovine, kot so jih drugi kupili za mame. Franček, všeč mi je. Še posebej, ker si ga sam naredil. A res? Vseeno je, ali darilo kupiš, ali ga sam narediš. Pomembno je, da z njim poveš nekomu, da je nekaj posebnega. Ti si nekaj posebnega, mami. Tudi ti si nekaj posebnega. Franček, jaz sem. Govoriti moram s tabo. Mami, za trenutek moram govoriti z medvedom, prav? Aha. Franček, zamenjala sva darili. Ja, vem, a ni super? Se pravi, nočeš več mojega lupilca? Ne, vseeno hvala, mami je moje darilo všeč. Še dobro. Moja mama svoje darilo že uporablja. Zdi se ji prima.
to pomeni, da le nisva podarila napačnih daril. Ja, vesel materinski dan, Franček. Vesel materinski dan.